Lepo pozdravljeni na literarni matineji Celjske Mohorjeve družbe, kjer se z najnovejšim naborom novosti iz našega programa podajamo v adventni čas. In kot smo vsi že kdaj začutili, dobra knjiga praznični čas obogati in ga umiri. Skozi dar nagovori in z nevidno nitjo poveže dragocene ljudi. In v poseben čas nas ponese tudi naša prva knjiga. Pred mnogimi leti se je na gradu na strmi vzpetini nad reko Savinjo celjskemu grofu Hermanu II. Rodila hči. To je bila Barbara Celjska. Prelepa grofica in mogočna kraljica. Knjigo s tem naslovom je napisala Mojceja Bonte, ki je s svojimi zgodbami mladim bralcem približala že mnoge velike in znamenite Slovence. Pod okriljem Celjske Mohorjeve družbe, na primer Antona Martina Slomška. Pa Mojceja, to so velike osebnosti naše zgodovine. Ko govorimo o Barbari Celjski, res je bila mogočna kraljica, velika grofica, ena mogoče najvplivnejših osebnosti naše zgodovine. Kako takšno zgodbo spraviti med platnice obvladljive otroške slikanice? Ja, hvala lepa najprej za povabilo in pa seveda za tole vprašanje. Na prvi pogled je seveda videti malce težko spraviti tako zgodbo, ko je potrebno na eni strani pogledati dve stvari. Na eni strani imamo mladega bralca, ki ima svoje zahteve, ki zelo dobro ve, kaj, kako in koliko bo bral. In na drugi strani imamo neko veliko osebnost, pomembno, ki je imela zelo bogato življenje in pa seveda je bila zelo dejavna in uspešna tudi na več področjih. In to spraviti na eno stran in pol besedila je res izziv. Ampak, kadar gre za izzive, mene ponavadi kar pocukajo za rokav in se jih običajno kar veselim. Pri tem bi rada omenila mojo prvo zgodbo o velikem Slovencu, to je bil matematik in znanstvenik Jurij Vega. Jaz prihajam iz te šole, jaz sem strašansko ponosna, da sem zaposlena na tej šoli. In takrat so me prosili v Moravčah, če jaz napišem zgodbo o Juriju Vegi. In ne oni, ne jaz nismo pričakovali, da bo zgodba takšna, kakršna je potem bila. Takrat je profesorica Dušica Kunaver, pisateljica tudi, in pa doktor Sandi Sitar, zgodovinar in tudi pisatelj, sta napisala zelo lepo recenzijo. To je bila takrat resnično novost na slovenskem literarnem trgu. Literarna teorija se takrat še s tem ni ukvarjala, saj se tudi danes bolj kot ne. No in dejansko zgodba je, takrat sem dobila, seveda me je pobožalo po duši in sem dobila veselje, da še koga predstavim. In seveda zgodba je kratka, mora biti kratka, ampak da pride ta zgodba na plan, pa ni tako zelo kratek čas, je potrebno kar veliko brati, raziskovati, spraševati, usklajevati, malce kritično razmišljati. Ko pa pride do tega trenutka, da se usedem in začnem pisati, to je pa potem tisti lepši del, kjer pa imam že izdelano strategijo, kako se tega lotiti in se tega res strašansko veselim. In sicer najprej zaprem svoj ego, ga dam za rešetke in potem 3-krat zaklinem. Potem pa grem k izviru, tam, kjer vse zgodbe nastanejo. In tam se tudi srečam potem s to osebnostjo, v kateri pišem. In zato, če odgovorim na tisto prvo vprašanje, ja, videti je težko napisati, ampak če veš, kje zgodbe nastanejo,
to ni tako zelo težko. In ni čudno, da se z desetinami svojih naslovov med najbolj izposojenimi avtorji v šolskih knjižnicah in še kje. Tu mi še povejte, potem pač Barbara je oživela nekje v vaši domišljiji, ko ste videli ilustracije, kaj ste si pa takrat mislili? Ja, to sem, zdaj, če bi kar preskočili tole zdaj naprej, bi vas morala ustaviti, ker Barbara Celjska, slikanica z ilustracijami Polone Kosec, to je najlepša slikanica. Sploh nimam besed. To sem že večkrat povedala in zdaj imam še priložnost, da to še javno povem, res je prekrasna. Kot je rečeno, to najlepšo slikanico je soustvarila gospa Polona Kosec. Tudi vi ste morali na nek način odpotovati v drug časovni pas, se vživeti v navade, v oblačila in dati tem likom živost, ki nas nagovori, ko slikanico odpremo. Kako je potekal ta proces? Ja, najprej vse lepo pozdravljam. Hvala za povabilo, hvala za sodelovanje, da je lahko nastala ta čudovita slikanica. V bistvu se je začelo z veliko raziskovanja, kakšni so bili običaji, kakšni so bili kostumi, kaj so jedli takrat, kakšni so bili gradovi. Recimo, take detajle potem spoznaš, da velikokrat poroka v tistem času potekala zunaj cerkva, ampak so šli noter potem po poroki na mašo, da se je poročni prstan dal na desno roko, da so neveste nosile v laseh velikokrat cvetje, da je bilo to glavni okras. Ravno okrog tistega časa, tudi ko je bila poroka pri Barbari, je pa zabeleženo, da je nevesta imela belo obleko, recimo. Sicer ne Barbara Celjska, ampak to se pravi, da je bila to takrat neka novost in do takrat bele obleke za poroke niso bile tako kot danes. Bile so bogato okrašene, močnih barv, seveda za premožne, ker so si lahko to privoščili. In potem sem pač nabirala take podatke, recimo tudi pri hrani, korenček je bil, čebula je bila, bob je bil, graha še ni bilo, bi malo naredila napako. Ko sem ilustrirala, da sem mislila, se je bila, ampak se je grah glih 50 let kasneje recimo pojavil, tako da danes se zdi 50 let, kaj pa je, ampak ne, lahko pa močno zgrešiš, pa narediš kakšno tako neumnost potem. Tako da pomembno mi je bilo, da sem se držala teh, če že govorimo o zgodovinski osebnosti, čim bolj tudi duh tistega časa. Spoznala sem, da nam zmeri govorijo, da so bili srednjeveški gradovi zelo temačni. Pa sem potem z raziskovanjem ugotovila, da niso bili toliko temačni, ker so v bistvu jih barvali z apnom in so bile stene svetle. Premožnejši, ko je bil gospodar gradu, več je bilo poslikav po stenah, tako da kakšne take malenkosti sem poskušala potem tudi noter v slikanci prikazati. Je pa še ena stvar pri vas kot ustvarjalki, namreč ko sem jaz nekoč se malo pozanimala o tem, kako narediti dobro fotografijo, je rekla ta fotografinja, že če stegneš roke ali počepneš, je že fotografija čisto drugačna. Pri vas so, to smo videli že pri Slomšku, zdaj pa sploh perspektive zelo različne. Človek na svet lahko pogleda iz različnih koncev, tudi iz lonca, iz kamina in še odkot. Ja, res je. Trudim se narediti, da je slikanica čim bolj zanimiva. Recimo, takrat sem naredila pogled iz kamina, ko je Barbara prisluškovala pogovorom, kot je napisano, očeta, in sem rekel, v redu, zdaj tudi mi prisluškujemo iz kamina, ona od odzadaj recimo za neko zaveso, tako da se mi zdi, da potem ni tako monotono, no, da različni kadri popestrijo tudi opazovalčevo oko. Skratka, našli sta se kot krasen dvojec, tako da mi se veselimo že naslednje slikanice. Barbara Celjska je knjiga, ki bo vsekakor svojo klasičnostjo in zgodovinsko brezčasnostjo gotovo čudovito darilo za vsako otroško knjižnico. In ko smo že ravno pri darilih, prvi sveti mož, ki na naša vrata prihaja prav nocoj,
je Sveti Miklavž in v marsikatero nastavljeno košaro bo spustil tudi privlačno knjižico z naslovom Miklavževa zlata palica. Avtorica Stanka Devjak, ki je danes žal odsotna, je v njej združila različne legende in otrokom približala enega najbolj priljubljenih svetnikov vseh časov. Upodobila ga je gospa Daša Simčič. Gospa Daša, kako je pa vas nagovoril Miklavž o tej zgodbi, glede na to, da je to klasični sveti mož, ki nas spremlja že vse življenje, od otroštva, od generacije nazaj. Kako ste ga doživeli v tej zgodbi? Jaz nisem toliko zgovorna kot to moje predhodnice. Miklavž me spremlja že od otroštva, predvsem z darili, in v bistvu so to take te zgodbice, ki so že vsem poznane. Kaj bi povedala? Ampak na sliki je pa tisto, je pa pomembno, da začutimo tisto Miklavževo dobroto in toplino, verjetno, ki je že sama beseda Miklavž nam prinese nekako v zveno svoje. Ja, skušala sem to prikazati, upam, da sem to naredila tako, da bo otrokom všeč. Zelo lepo vam je uspelo, vsekakor. Pod barvami Daše Simčič pa je živela tudi prav posebna ovčka, ki je ime Saja. Kako pa je pred vašimi očmi zaživela ta ovčka, ki je malo drugačna, je posebna, živi v drugačnem okolju, kot si jih sicer naše ovčke predstavljamo? Zdaj jaz v bistvu zelo rada rišem živali, kakršnekoli, tako da to mi je bilo sploh veselje delati. In ta ovčka na začetku žalostna, in potem so se ji v eni posebni noči izpolnile vse želje, kar je zelo lepo opisala avtorica. Tako da upam, da bo razveseljevala mlade bralce in poslušalce. Vsekakor, ker je nastala res še ena čudovita slikanica, takšna točno za tale čas, adventni in božični. Ovčka Saja v božični noči je torej še ena otroška knjiga, ki bo tega decembra počarala zvezdice v očeh najmlajših bralcev. Zgodba o sajasti ovčki, ki je za povrhu še precej poredna, malo posebna in je nastala pod peresom pisateljice Mateje Gomboc. Gospa Mateja, te božične pravljice so večinoma zelo, približno vemo, kam grejo, zelo veliko jih je že, ampak ta ovčka nas nagovori na poseben način in pravzaprav na preprost in zelo globok svojega bralca, odrasle in male bralce. Kaj vse sporoča ovčka Saja? Torej, ko je ovčka Saja nastajala pa pred leti v Mavrici, nisem imela v mislih, kaj želi ovčka Saja sporočiti, ampak kar je v meni se porodilo, je nastalo. In kot ste rekli, gospa Saška, res je veliko božičnih zgodb in jih poznamo in tudi neverni poznajo zgodbe o božiču. Ta zgodba je pa taka, da lahko res nagovori vsakogar, tudi tiste, ki božiča ne poznajo zelo dobro. Govora pa je res o posebnem bitju, ki je drugačno že zaradi tega, ker je drugačne barve in zato zelo opazno sredi beline ovc. Drugo, precej je osamljena, ker nima staršev. Tretje, kako priklicati pozornost, z nagajivostmi. Tako da to so, mislim, da kar elementi mnogih usod, ki jih poznamo, tudi v človeškem življenju, ne samo v ovčjem. Ampak tale ovčka Saja svojo se ne zaveda pravzaprav, kako naj reši svojo porednost, svojo osamljenost. Ima hrepenenja, ima želje in tisto, kar se ji potem uresniči, je pravzaprav nad njo. Tako da to je tudi zgodba o tem, kako sprejemaš tisto, kar ti je nekaj lepega dano, kako povabiš k temu druge tudi in kako tudi to zgodba o odpuščanju, ker Bobek, sicer učimo zdaj o njem, kdo je to, na hitro odpusti, ne na hitro, ampak odpusti ovčki
in pristane na njeno povabilo, kar mu tudi njemu omogoča nekaj lepega in potem posledično tudi celemu tropu. To so tiste zgodbe večne, ki dajo veliko tako odraslim, ki če zmorejo, oziroma če imajo čas otrokom brati pravljice na glas, in da je ogromno in seveda tudi otrokom. Lepo prosim, da berejo na glas in tudi, da sami se prepustijo temu otroškemu svetu. Ampak tudi, kot sem rekla, želim si, da bi tale knjiga prišla v roke tudi nevirnim in jim obudila pravzaprav lepoto tega božičnega doživljanja. Da bi bilo tako, to je bil res en lep in krasen dvojec, gospa Daša in gospa Mateja. Tudi s 4. slikanico pa ostajamo v srčiki prazničnih časov, pa ne zato, ker bi jih vsebina nekako posebej izrecno naslavljala, ampak zato, ker je v decembru morda bolj aktualna kot kadarkoli med letom. Pod vsebino knjige Podganca Franca izpod klanca se je podpisala Tina Arnuš Pupis, ki je danes žal odsotna zaradi bolezni. Nadaleč pošiljamo le dobre želje po hitrem okrevanju. Je pa z nami ilustratorka, gospa Evgenija Jarc-Zaletel, ki je ustvarila eno najbolj simpatičnih kosmatih junakinj, in to kljub temu, da podgane v živalskem svetu ne spadajo ravno med najbolj priljubljene živali. Gospa Evgenija, kako ste se vi lotili tega izziva narediti to junakinjo privlačno in priljubno? Ja, jaz se najprej zahvalim za besedo, zahvalim za to matinejo, za zaupanje, da sva lahko s Tino Arnuš Pupis sodelovali z vami. Tako se bom pridružila kar gospe Semčič, da jaz res rada rišem živali. In ob tej zgodbi, ko se poistovetiš tudi ti, kdaj, da si naredil dobro, da si veliko dobrega hotel narediti, da si pomagal, pa nisi bil slišan ali pa so te izkoristili. Mislim, da vsi poznamo to. In na koncu sploh ni bilo važno, da je to Podganca, ampak enostavno s temi svojimi lastnosti prepričala. In ko sem dobila to zgodbo od Tine, sem rekla, Tina, to morava iti. Tako da pogrešam Tino, da bi se lahko veselila, da bi lahko nazdravili, so bezmerjeni, da greva še na eno kavico. In jaz mislim, da je dobila tisto, da bo šla med bralce, da je taka zgodba, ki bo tudi odraslim pač povedala svoje, tisto, kar rabijo slišati. Danes imamo res česa veseliti, to so ene krasne slikanice, krasne otroške knjige, ki bodo res čudovito darilo in tako, kot smo rekli, nagovorile tudi odrasle. Čisto za konec, mogoče še ena misel od vsake. Danes smo naslovili ta naš dogodek, praznik iz knjigo. Kaj vam beseda prazniki in knjiga v istem kontekstu pomenijo? Ja, jaz mislim, da jaz čakam na tisti čas, ki grem lahko pod odejo, pa berem. Jaz se pridružujem. Meni prazniki in knjiga pomenijo oboje tišino in željo potem, da bi bilo tega čim več in miru, in so pa prostori lahko različni. Meni pomeni pa predvsem druženje s tistimi, ki jih imam rada, pa mogoče dišanje po piškotih in potici. Ja, meni pa pomeni predvsem prebivanje časa z družino. Knjiga pa v zadnjem času pride na plano takrat, ko ilustriram ali pa berem otrokom, tako da so to najlepši trenutki. Ja, jaz rečem, da je življenje praznik in da je treba vsak dan po malem praznovati. Zato imam praznik in knjigo, to je v bistvu vse, kar imamo. Knjiga nam da vse, kar v življenju potrebujemo, in če znamo to izkoristiti in praznovati, kaj še rabimo drugega? Tako, hvala lepa vsem petim. Ne bo takih trenutkov s knjigo in s tišino in mirom in vsem dobrim in z ljudmi, ki jih imamo radi čim več. Podarite te čudovite knjige, podarite vse. Hvala lepa. Zdaj pa, ker prazniki niso samo čas za otroške pravljice, za otroške knjige, ampak tudi za čas, ko se posvetimo sami sebi, pa besedo predajamo gospe Tanji, Jerneju in gospodu Marku Šubicu.
pozdravljeni še z moje strani. Sem urednik tele lepe lične knjige, Moje nemiljivo od Danice Križanič-Miller. Nažalost, avtorica danes ni z nami, se vam pa opravičuje in vas prav lepo vse pozdravlja, ter vam želi vesele božično-novoletne praznike. Torej, od metaforičnega sveta za otroke smo sedaj na poti k metaforičnemu svetu odraslih. Moje nemiljivo je zelo intimna pesniška zbirka. Je pravzaprav vsebuje veliko duhovnosti. Avtorica se neprestano sklicuje na Boga, na Božje, kar se mi zdi, da je predstavitev posebej primerna ravno za ta čas. Torej, pesnica Danica Križanič-Miller je sicer diplomirana slovenistka in anglistka. Zaposlena je bila na drugi gimnaziji v Mariboru, danes je že v pokoju. Je pa zelo lepo združila svojo ljubezen do poezije, tako da je sama pisala in pa vodila tudi delavnice kreativnega pisanja in svojim dijakom nekako jih je upeljevala v svet poezije. Ta pesniška zbirka je posebej pomembna tudi zato, ker so v njej ilustracije Marte Jakopič-Kunavr, torej znane akademske slikarke, ki pravzaprav to knjigo še dodatno bogati. Je pa Danica Križanič-Miller leta 2009 izdala knjigo, pesniško zbirko Odprta praznina, katera je bila 2009 nominirana za Jenkovo nagrado, leta 2010 pa je avtorica zanjo prejela Glaserjevo listino Mestne občine Maribor. Iz te pesniške zbirke bi vam rad prebral eno pesem, ki se je mene osebno najbolj dotaknila. Še prej pa samo to. Pesmi segajo od klasičnih oblik, torej od rimenih shem do popolnoma modernističnega pristopa v zadnjih pesmih. Namreč to, da izpadajo ločila, se nekaterim zdi zelo revolucionarno, ampak mislim, da je pesnica to čudovito upodobila v svojih pesmih, tako da so pesmi še vedno razumljive. In ena takih bolj modernističnih pesmi je tudi pesem z naslovom Nosečnost. Tudi jaz sem noseča smrtjo, le da moj čas še ni prišel. Z vsakim dihom, ki še pride, je kot s prostorom, po katerem drsi pogled nečesa nedokončanega. Čutim, da moram začeti pospravljati, pa ne vem, kje naj začnem. Vse je še tu, razen slepega črevesa, ki pa tako ni vodilo nikamor. Kaj naj še zbrišem? Katero navlako odvržem? Morda te izrekana preteklost sprosti, da zletiš proti še neznanemu nebu. Ali te sprazni, kot da nimaš ničesar več in se potem lažje sprijazniš, da boš odšel, čeprav ne veš kam. Je Tolstoj bežal ali šel samo malo nasproti? Čeprav srčno upam, da bom rodila večnost, bi raje še malo počakala. Hvala. Tako smo se na začetku že malček hecali, da bomo najprej predstavili knjige za otroke, potem eno pesniško zbirko za odrasle, na koncu nam bo šlo pa spet na otročje. Čeprav to, da se človek loti pisati aforizmov, ki učinkujejo, mislim, da zahteva pravzaprav kar tudi trdo delo. Čeprav pri gospodu Marku Šubicu, ki ga danes lepo pozdravljam in je avtor knjige Psi lajajo, nafta teče dalje, bi rekla, da to kar mora biti rojeno v človeku. Humor, mislim, da je ena drugačna, tudi duhovna hrana lahko. In te posebne domislice gospoda Šubica so nas nagovorile dovolj, da smo se jih odločili izdati v tej knjigi. Gospod Marko je človek nenehnih navdihov. Vsako srečanje, vsak pogovor z njim je bil pravo doživetje in medtem, ko so gospe predstavljale slikanice, je gospa
torej je Saška povedala, da je gospa Mojceja ena najbolj izposojenih avtoric v knjižnicah. Gospod Marko je takoj dobil domislico, kakšno? Velikokrat so si jo izposodili. Kar lahko razumemo tako ali drugače. Torej, gospod Marko, blizu so vam ne samo humor, ne, ampak aforizmi v, ne vem, ironiji, v satiri pravzaprav prikazujejo resnično življenje, izraženo na drugačen način. Vi to izrazite v kratkih domislicah, torej v aforizmih, na zgoščen način, učinkujejo znanimi besedami, pa s pričakovano mislijo, ampak z nekim nenadnim, nepričakovanim zasukom ali prav nasprotnim pomenom, ki nam daje misliti, ki ima lahko tudi globoke uvide. Glede na to, da prihajate pravzaprav s kmetije, delate kot inženir, torej po gimnaziji v Škofji Loki ste študirali na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in vse življenje delate z materialom, zaradi katerega sklepam, da ste ga tudi danes prinesli s seboj, se predstavljate kot Einstein, pa nam dajte to prosim malo povedati, pa razložiti. Glede Einsteina. Ja, v bistvu Einstein se sliši kot Einstein, najbrž da mislite, da je to Einstein napisano, ampak to ni to, ampak je Einstein, vsako posebej. In to v bistvu, ker te domislice prihajajo od nekje, ne vem od kje, najbrž prihajajo z nekega kamna modrosti oziroma norosti, kar je po nemško Einstein, in to je nekaj takega, v bistvu to je tale, vidite, je zelo, ima svojo težo, in je zelo iskriv, tako da po moje prihajajo od neha, tako da ga bom kar izpostavil, upam, da mi bo kar pomagal pri nadaljnji predstavitvi. Torej, v Marmorju Posavlje ste zaposleni, rekla sem že, da ob tem delate na domači kmetiji, imate 2 hčeri, za kateri sem večkrat iz pogovora zaznala, da ste zelo ponosni na njo, da ste pridni študentki, ampak ob tem ste tudi predani športnik. Tole moram pa kar prebrati, kolesarstvo, tek, gorski tek, v vaši maniri ste zapisali nekoč kar resno bivši reprezentant. Smučanje, tudi učitelj smučanja ste bili, tudi turno v naravi, deskanje na snegu, med pionirji te discipline ukvarjali ste se s fotografijo, pa vendarle ne. To, da se ukvarjate z resnim inženirskim delom, s kmetijo, ki zahteva celega človeka, imate še cel kup hobijev, ampak odkod rojevate te duhovite domislice? Kaj je tisto v vas, odkudar to prihaja? Na to imam pa povsem konkreten jasen odgovor. Nimam pojma. Ja, no, en način za poenostavljanje tega, da je najbrž prihaja iz nekega kamna modrosti, od nekje skratka prihaja, kamen je že, v bistvu te domislice, lahko prihajajo nekje visoko, pa od nekje spodaj, in ker je kamen že od spodaj, je bolj verjetno, da prihajajo od spodaj, kdo pa spodaj domuje, se pa ve, ker so te domislice, upam, da je vsaj nekako humorne, nekatere, jaz pa sem zdaj najboljša definicija, ki sem jo pogruntal za humor, je žlahtna, žlehtnova, kar že spet prihaja od spodaj, bi rekel, da to najbrž res prihaja od spodaj, potem pa še danes, je ravno na preddan Miklavža, sem bil edini moški, med povabljenimi, in sem že potem domneval, da imam danes prav vlogo Parkana. No, a smem dodati še to, kaj je Parkel? Parkel je pa podjetje, ki v Ljubljani ponuja parkirišča za električna vozila. Njihovo gesto pa je dobiti dobro parkirišče v Ljubljani je hudičevo težko.
No, skratka, to je malo tako za lase privlečeno, pa za kamen privlečeno. Ja, no. Ampak v tej maniri vas pravzaprav beremo skozi vso knjigo. Torej, ne beremo te knjige od začetka do konca, jo odpreš, prebereš, se zamisliš. Ne? Ampak ravno to, ne, družbeno aktualnost, ne, ves čas čutimo nekje v podtonu, neke vrste tudi rahlo parodijo na sodobno družbo. Ne? Pri naslovu knjige Psi lajajo, nafta teče dalje, tudi ta je zelo aktualen. Moram priznati, da sem malček kar vztrajala pri njem, ne, ker se je to dogajalo v tem času, tako kot ste zdaj tudi navezali na energetsko krizo, pa konec koncev na to, kaj se je v svetu že zdavnaj vedelo in kaj ne, in kako veliki igralci igrajo odkritosrčno in koliko ne. Ampak nekje ste zapisali, oziroma ste se pogovarjali, da ste prav s časom, ko ste začeli objavljati prispevke v lokalni časnik Žirovske stopinje, ne, tam se vam je verjetno začelo malo odpirati to pisanje, rekli ste, da ste takrat začeli zapisovati te domislice, se pravi, da izhaja vendarle tudi ta humor skozi nek izostren občutek za družbo, za družbeno pravičnost, za to, kaj je prav, in se na tak način potem rojevajo te domislice. Ne. Med drugim ste pripravili tudi en posnetek, ene parodije z Moravško Maro v glavni vlogi, ne. Potem ste se posvetili tudi boju proti invazivkam. Dajte nam kaj o tem povedati. O invazivkah, ja. Bom pa začel na lep način, ne. Upam, da ne bo zamere, če to povem v jeziku enega od bivših narodov, ne, skupne države. Prva je invazivka došla tiho nezvana, ne. Ja, v bistvu sem že to slišal, ne, da to je, pa do nekako v moji podzavesti, potem sem jih že opazil, ampak tudi podzavestno, da tam, kjer nekaj hodim, da je nekaj drugačnega, bile so tudi fotografsko privlačne, ne. Potem je bila pa lani ena posebna akcija, ne, osveščanja na našem območju, ne, glede invazivk, in sem prebral ta letak in potem začel malo bolj natančno opazovati situacijo v Žireh in okolici in sem zgrožen ugotovil, da je tudi tam se že pojavil japonski dresnik, ki je nekak simbol teh invazivk, ne. Jaz pa imam rad domačo naravo, ne, domača drevesa, tudi domače grmovje, in sem rekel, to pa ne bom, tudi če je brezupno, se bom boril proti temu, ne. In sem se res neposredno lotil tega z odstranjevanjem, uničevanjem dresnika in pa tudi z angažiranjem oziroma poskušanjem osveščanja ljudi, tako da sem tudi nekako bil pobudnik za spletno stran oziroma podstran na občinski strani glede invazivk, ne. Pa upamo, da bo razen mene še kdo to spoznal kot slabo stvar, proti kateri se je treba boriti, ne. Ker ena glavnih stvari je za mene res neka domačnost, neke domače vrednote, in ena od teh velikih vrednot je tudi domača narava, tako kot jo poznamo. V knjigi smo aforizme, domislice razvrstili v poglavja Rečenice in rekla, izjave neznanih, slovar, malo zmešano, globlje življenjske misli, knjigo pa začnete z zagovorom. Kot smo že malček nakazali, ne, aforizmi zmeraj učinkujejo, ker predstavljajo nek algoritem naših življenjskih vzorcev, torej vseh ljudi, ne, nekaj tistega, kar nam je skupnega, da te izkušnje, pravila, modrosti izrazijo na duhovit način, pa se trudno pri tem ne biti pokroviteljski, če pa nam to ne uspe, najboljše pa uvrstimo v zbirko malo zmešano. Ali pa globlje življenjske misli, če skušamo biti malček pokroviteljski, tako. Ampak aforizem namen je, da nas nagovori, da nas tudi kje zbode, da tudi komu kaj ni všeč, ne, ker ste že prej skušali biti malce previdni. A imate koga v mislih, ko zapišete nek aforizem? A ste na koga tudi lahko jezni, a ga kdaj komu konkretno namenite?
Ja, gotovo tudi taki aforizmi so, ne. Ne vsi seveda, tudi bi rekel, ne, da to v bistvu vsi ti zapisi niso ravno klasični aforizmi, ampak nekako v širšem pomenu besede. Da, večkrat pač mislim na neko skupino ljudi, veliko, majhno, so pa tudi aforizmi, ki jih namenim ja konkretnim osebam, katerih pa seveda ne bom izdal. Ker narobe delajo vedno drugi ljudje, ne? Seveda, mi smo vedno dobri, najboljši. Pa vam dam izziv, kateri od aforizmov bi recimo najbolje opisal vas, ali pa če, tako sem vas prosila, izberete 5 aforizmov, ki vas najbolj nagovorijo, oziroma nam jih malček predstavite, zakaj in kako, na kratko. Ja, a najprej kar tistega si mi izbral za najbolj, ki me najbolj nagovarja. Nagovarja me, ampak žal zelo neuspešno. Smisel življenja je, da se ne sprašujemo, kaj je smisel življenja. Ne? To pomeni, če malo razložim, sicer se pa ve, zakaj se gre, ne? Da nadrežeš v neko področje, ki ti je neznano, ne? Za katerega nimaš razlage, nimaš rešitve in rezultat tega je, ne, če to poskušaš, da se zaletavaš v nek zid neprebojni, da si samo obtočen, ne? Drugega pa nič, ne? Skratka, sprejet, modrost, da lahko spremeniš tisto, kar lahko in sprejmeš tisto, česar ne moreš. Tako, ampak nažalost, če je to človeku nekako vseeno, se ne drži tega pravila, ne? Zdaj pa še drugi. Bom pa kar po vrstnem redu, kot so v knjigi, malo sem prekršil pravilo, pa sem izbral. Je ratalo, da sem jih izbral 6. V redu, odpustimo. Hvala. Če bodo kratki. Aforizmi so kratki. Ne, dobro. Se ne bojim. Povsod ni lepo, doma je najlepše. No, to je predelava enega znega pregovora, ne. Z drugim delom se strinjam, ne, s prvim pa seveda, marsikje oziroma res na večini mest je lepo, ampak tam, kjer divja vojna, pa je vse porušeno, tam, kjer se smeti meče tako, da v bistvu se sprehajaš po mestu kot po svetnjaku, ne vem, se pelješ ladjo in ljudje mečejo plastične krožnike v morje s hrano, tam za mene ni lepo in rajši si tega ne ogledam, ne. Tudi tam, kjer je mogoče lepo, pa vlada neki diktatorski režim, ki krši ne vem kakšne pravice, zatira manjšine, tudi tam ni lepo in ne bom nočem jim nositi denarja, da podpiram recimo to. To je to. Nekako razloženo. Malo več pomensko, ne? No, pol je naslednji. Poročena sta bila relativno, ločena sta absolutno. To je nažalost tudi moja zgodba, ne? To je ena stvar, je tudi to zapisano, tudi delamo za to. Izbral sem ga pa tudi zato, ker je največ pomenski po moje v tej zbirki. Mogoče občinstvo, kaj je reklo, glede relativne poročenosti, kaj bi po vaše pomenilo to. Vsak si bo razlagal sam, ko bo bral, ne? Ja, no, bom pa jaz razložil, ne, seveda. Ker prvič je, poročena sta relativno. Sta dve poroki, ne, dve vrsti poroke, civilna in cerkvena. Če sta poročena, civilno sta poročena, že nista poročena, absolutno, ne. Potem je še ena podvarianta, ki je jaz ne razumem, da se eden od zakoncev poroči cerkveno, drugi pa ne. Pa oba se poročita med seboj, ne. To je druga, recimo druga relativnost. Že zelo resna razlaga zdajle. Ja. Potem še
relativno zato, ker mogoče odnosi niso najboljši, mogoče kdo gleda tudi kam drugam, ne, izven te zakonske skupnosti, ali pa kako drugače ne, bi rekel, ta zakonska zveza ne špila najbolje. Tisti pomen, ki ga pa najbrž je pa čisto na drugo strani, pa to, da je ta zveza relativna, to pomeni, da sta v odnosu eden do drugega, ne? To pomeni, da sta relativna. Ko sta ločena, pa nista relativna, ker nimate povezave med seboj. Skratka, veliko filozofije je tudi v teh aforizmih. Ja, enke filozofije. Aha, kje smo? V šoli sem se naučil hoditi v šolo. Šola je sigurno dobro, potrebna, ne? Ampak verjamem, da je zdaj tudi že boljša, ne? Da bolj spodbujajo učence ali pa ljudi neki ustvarjalnost oziroma usmerjajo neke konkretne življenjske zadeve, ker jaz sem ugotovil, ne, da večino stvari, ne, ki sem se jih naučil v šoli, mi niso ravno veliko koristile v življenju. Ne. Vsekakor sem se pa naučil hoditi v šolo, ne. Enkrat treba tudi šolo to formalno zaključiti. Ne. Tako, pa naslednji. Tudi če obvladaš Immanuela Kanta, čaka občasno te, da sprazniš jo smeti prepolna Kanta. Skratka, s tem sem seveda hotel pokazati, da tudi največji filozofi, največji tudi tisti, ki pravijo, da so najbolj poduhovljeni, imajo povsem naravne življenjske potrebe, ne, in so predvsem povsem običajni ljudje oziroma naravna bitja, ne, in se ne morejo odklopiti od tega ali pa trditi, da so samo neka duhovno višja bitja nad vsemi ostalimi. V tem smislu bi tudi rekel, ne, če bi stavkali, ne, recimo filozofi, stavkali bi, ali pa če bi stavkali snažilke, kaj menite, v katerem primeru bi se svet preustavil oziroma kaj bi predstavljalo več problemov? Kje smo? Ja. Kaj bi edino lahko bilo bolj čudno kot to, da nekaj obstaja? To, da ne bi nič obstajalo. To je pa tisto, ne, kar v bistvu bi se mogoče mislim že prej malo povedati, pa je prav, ker je tole čisto v redu, da to malo razvijem. V bistvu so me že od otroštva mučile te stvari, ne, neskončnost, prostora, časa, tiste stvari, ki se jih ne da razložiti, ne. Pa to koplješ globlje in globlje, ne, imaš zaradi tega, ne vem, kakšne travme, recimo, otroku bi moral razložiti neskončnost, to je neskončno nepomembno, ne. Ker dejansko, če pa to vzameš kot dejstvo, ne, veš, da si potem neskončno nepomemben, ne, in je potem, ajmo sploh vse, kakšen smisel, no. No, potem brskaš to naprej, ne, ugotoviš, da je to brez veze, si zamišljaš neke zadnje resnice, ne. Ena takih je zelo blizu konca, končne resnice je povedal Descartes, ko je rekel, mislim torej sem, ne. Ampak tudi to bi se nekako dalo relativizirati. V bistvu nekaj, tisto, kar pa ne more zanikati, pa je, da nekaj obstaja, ne. Karkoli že, ne. Nekaj obstaja. In to je zelo čudno, da nekaj obstaja, ne. Ampak kaj bi bilo pa še bolj čudno? Da nič ne bi obstajalo, ne. Absoluten nič, to pomeni ne ljudi, ne sveta, ne vesolja, niti teme, niti prostora, nič, niti misli, nič. Kdor si to zna zamisliti, pa podoli. No, tega zadnjega sem pa v bistvu
po moje, že obdelal po smislu, ne, in že tako presegel kvoto. Določeno. Čisto na kratko za konec, ker pravzaprav smo zdaj pokršili vsa pravila aforizmov, ko smo jih šli razlagati. Ne? Ampak zase v svoji maniri pravite, da ste antiateist. A mislite, da je vera preveč resna stvar? Ja, bom pa proti svoji maniri resno odgovoril. Mislim, da ne. V bistvu neka osnovno jedro vere, ali pa tudi religije, ali pa tudi osebne, intimne vere, mislim, da to pa ne more biti nekako stvar humorja, ali pa tudi prevelike sproščenosti. Dobro, sproščenost še mogoče, ker potem, če bi to vse relativizirati, če grdo rečem, norce ste delo, da se sistem razpade. Tudi ta obredje, ne, ki je nekako določeno, če bi to, recimo, vsak se zmislil, recimo maši, da bom pa šel tole, pa se bom še malo naučeval, potem je konec vsega. Torej, mislim, da neko strogo jedro vere ne more biti predmet humorja, ker sicer je to razpad sistema. Ne? Mislim, da sva zaključila z eno zelo pomembno mislijo, kar se humorja tiče, da mora biti zmeraj tudi odgovoren. In mislim, da je to tisto, kar je ena velika varovalka tudi pri tej knjigi. Ja, a lahko zaključim še z eno nespodobnostjo, ne? Vera, kot sem rekel, tisto strogo jedro, normalno mora biti resno, ne? Ampak kar je okoli ne, tudi cerkev ni brezmadežno, tudi verniki niso, ne? Mislim, da z tega se pa že da pohecati, ne? In bi povedal takole, je bil en fant, ne, je šel k spovedi, pa je rekel spovedniku, ja, imam tudi take pregrešne želje, misli, kaj naj naredim, pa mu je rekel spovednik, stran s temi mislimi, bori se proti temu, ostani trden v veri. In fant si je vzel to k srcu in vedno premišljeval o tem, ko je šel k svojemu dekletu veri. Hvala lepa vsem za danes. Jaz vas pa povabim še na zadnjo letošnjo predstavitev 19. decembra. V zbirki Cerkveni očetje je šla nova knjiga Latinski očetje o molitvi. Z nami bodo Jan Dominik Bogataj, pater Miran Špelič, pa še koga od škofov se nadejamo, tako da zaključimo božične praznike, oziroma adventni čas pred prazniki pravoverno. Lepa hvala, pa lep teden vsem.